povedali, zdaj bomo dobili odgovor na veliko dilemo, veliko vprašanje, dramo, ali Tomaž Medvar torej prestopa med funkcionarje, ali kaj se dogaja na medobčinski nogometni zvezi Maribor. Predsednik Dejan Germič je tukaj. Dobro jutro, Dejan. Dobro jutro. Dobro jutro. In Tomaž Medvar. Pripravnik. Dobro jutro. Dobro jutro. Verjetno ne gre tako slabo ta trenutek, da bi na tako silo kadre iskali. Ne? MNZ zaenkrat, kak je v letu 2026, smo po planu, kaj se dogaja, kaj je aktualnega, najprej da izkoristimo, Dejan. Ja, moram reči, nogomet je tako kot pomladi zaživi, vijolice zaenkrat še ne, ampak to še čakamo. Kar se pa tiče MNZ Maribora, pa smo zagnali motorje na polno, tudi moram reči, kar nekaj projektov smo si zadali novih, kateri bi želeli, da v leto 2026 zagledajo luč sveta, in enega z veseljem upam, da bomo skupaj zagnali tudi za Stoti radio, kajti v Mariboru vemo, da toti nogomet mora biti. Ne? Absolutno. In zdaj, če gremo malo s podatki, koliko klubov dejansko, ker to marsikdo ne ve, ali pa je to pač podatek, ki ga nekaj slišiš, pa mogoče pozabiš, koliko klubov deluje v okviru MNZ Maribor? Ja, MNZ Maribor je druga največja zveza v Sloveniji in pod našim okriljem deluje 40 klubov, eni bolj aktivni, drugi manj aktivno. Registriranih je nekaj čez 10,000 nogometašev, sicer seveda vsi niso v tem trenutku aktivni, ampak številka ni zanemarljiva. Zato tudi vedno pravijo, da nogomet je najbolj številčni šport v Sloveniji. Absolutno. In seveda ob taki masi pač moramo tudi mi biti čim bolj aktivni, da bom rekel, za vse te sfere, ki delujejo v nogometu, čim bolje poskrbimo. Predvsem za veterane, ne? Osnovni smisel marsikaterega kluba nema. Bistvo in bistveno, ki je glavna naloga MNZ-ja, seveda ob tem, da skrbi za regularnost tekmovanja, za vse te tehnikalije v vseh ligah pod svojim okriljem, je pa seveda skrb za razvoj mladih nogometašev in tu je verjetno glavni fokus. Ne? Drži. Ko smo prevzeli vodenje zveze v letu 2017, smo si zastavili pač neke dodatne cilje. Tekmovanje je eno. Seveda to bom rekel, vsako letno teče nekako brez nekih večjih težav oziroma seveda z izzivi. Ampak zadali smo si, da MNZ mora imeti drugo vlogo, kot ima klub, to pa je promocija nogometa ali športa na splošno. Zato smo šli korak po korak. Seveda za vse neke projekte, ki želiš zagnati, je potrebna neka sredstva. Seveda. Zato smo začeli z promocijo v obliki snemanj vseh tekem, ki zdaj lahko rečem, da snemamo vse tekme. Seveda v začetku smo začeli z eno tekmo na par tednov, potem vsaki teden eno tekmo. Dan se lahko pohvalimo, da snemamo vse tekme naše prve lige, plus določene tekme tudi druge lige. S tem smo odprli, bom rekel, pot do potencialnih sponzorjev, ki nas, bom rekel, finančno podprejo. S tem pa smo lahko zagnali nove projekte. Prvi naslednji projekt je bil takrat festival nogometa, ker otroke do 9. leta povabimo na eno mesto, jim damo tudi določeno športno opremo za lažjo vadbo. Sedaj pa v letu 2026 seveda vse to pa moramo opremiti tudi s socialnimi omrežji. Videnost in slišanost je, bom rekel, prvi faktor, ki pokrovitelje, potencialne pokrovitelje zanima. V letu 2026 pa bi res radi zagnali dva velika projekta. En je Dobrodošel v družini MNZ Maribor, tako da je bilo rečeno, ogromno mladih otrok, ki začnejo prve korake na igrišču, in cilj je, da vsak ta otrok dobi na domači naslov pismo dobrodošlice z določeno športno opremo, ki jo bo lahko dvignil pri našem športnem opremljevalcu. Tako da bomo rekel, da jim olajšamo in damo tisti prvo dobrodošlico in veselje do ukvarjanja z športom. Drug pa je ambasador MNZ Maribora. Vemo, da v Mariboru je sklilo veliko znanih imen, ki so igrali tako v reprezentanci, tako na mednarodnem nivoju, tako kot za NK Maribor v najlepših časih. Seveda. In katere se radi spominjamo, in vse te nogometaše s temi bomo povabili v ta projekt, jih na naši spletni strani tudi predstavili in pod sloganom Velike sanje se začnejo z majhnimi koraki, poskušali nadobudne nogometaše spodbuditi k temu, da se ukvarjajo z športom in nogometom. Bravo. Ker bistveno je ravno to, ne, da začnejo, ker ogromno naredijo zase, za svoj razvoj, tako fizično kot psihično oziroma v socialnem smislu. Se ni nujno, da bojo vsi špilali v prvi ligi. Ampak zdaj tu je eno drugo vprašanje, ki se cel čas poraja. Fama tudi mogoče. Seveda. Kaj dela tu Tomaž Medvar? Ja, ali si pod funkcionar? Zakaj si tu je? Pomožni ambasador. Jaz sem slišal pač, da bo
malo debata, te pa grem poslušati. Zdaj pa čisto res, povej, kaj pripravljaš. Z MNZ-em smo se pogovarjali, da bi bilo super fajn, da bi enkrat te pod narekovaji male klube, ne, ki so za mnoge veliki klubi, Seveda. malo bolj podrobno predstavili, oziroma sploh, jaz vem recimo, če se kdaj kam peljaš, sploh ne veš, vidiš tam fuzbal klub imajo, ne? No tega je ogromno in 1000krat se mi je že to zgodilo. In zdaj bomo skupaj skušali te klube predstaviti, se pravi, da grem jaz recimo tja, malo se pogovarjam, ne vem, ali s predsednikom, ali z golmanom, veteranom, kakim, ne vem, ne? Ekonomom recimo, ne? Ki perete, ki so žoge, ne? Ki ste žoge dobili. Seveda najbolj me bo zanimale kakšne klubske anekdote ali pa klubske legende, če kakšne obstajajo, rivalstva največja, ne? Te stvari, ki se verjetno, take stvari, no, ko se verjetno pogovarjajo ljudje na takih manjših pod narekovaji tekmah, ko slišiš, ne, ja, glej oni, ne, pa tu, glej to te, ne. To je tisto, kar se sliši pri teh videoprenosih, veš, ki so. To, ja, tudi, ne. Ko se menijo, oni pridejo, čukaj, pšajt ima kartone. To so najboljši videoprenosi tekem. Ja, plus moram reči, da sem tudi sam doživel nekaj tega, ker sem igral v prvi in drugi MNZ, medobčinski. Je to pač, to je prekrasno, no. Doživeti, seveda špilati fuzbal je tak nekaj najlepšega, meni sam, ampak vse te stvari okoli, kaj se tu dogaja, kak in kaj, to pa je pač, to bom skušal, no, nekako približati. In še podrobneje. To lepo povedati. Je lepo, ne? Bravo. Veš, kaj ima rad fuzbal, ne? Se zato. Dejan Germič in Tomaž Medvar sta še vedno v tem studiu, nadaljujemo takoj potem. Res se pogovarjamo o eni lepi stvari, ki se rojeva tukaj v tem studiu, še vedno z nami predsednik MNZ Maribor Dejan Germič. Dobro jutro, Dejan. Dobro. In pa Tomaž Medvar, priznani promotor nogometa, ker če ste morda zamudili, naj samo na brzino povzamem, v MNZ Maribor igra 40 klubov, več kot 10 000 registriranih nogometašev je. Vemo, v vseh teh klubih se dela bolj kot ne volontersko, ampak zato nič manj profesionalno in absolutno nič manj srcem, kvečemo obratno. In te klube bo Tomaž predstavljal v prihodnjih mesecih, letih, to verjetno kuj tak ne bo šlo skozi, ne? Ja, kuj tak ne, ampak veš, kak je Dejan, ne? Če imaš rad, ne, res je. Pol gre kuj tak, ne? In fuzbal imamo radi, ne? Sploh na tem koncu države, tako da jaz mislim, da ne bo tu nekih težav. Kot smo prej povedali, treba malo ven spraviti pod narekovaji tudi tiste manjše klube, ker tudi v manjših klubih, tako smo prej povedali, se že kako veliko ime rodilo, ne? O ja, no? Se običajno se ne? Ja. Običajno tam štarta. Ja, in bolj kot je slabo igrišče, ne, bolj se polmenijo, vidiš. Boljša je tehnika. Ja, na takih igriščih se rojevajo šampioni. Žoga skače pa to, ne? To tam popegla, ne? No, ampak če pogledamo tak dan, se je tudi infrastrukturno stvar v zadnjih letih res posodobila oziroma uredila tudi v našem MNZ-ju, ni res? Drži, se izboljšuje, ne bom rekel, da si ne bi želeli še več, ampak bodimo zadovoljni s korakom, ki ga delamo naprej. Tudi v občini Maribor je nekaj napredka bilo tu na infrastrukturi naredito, tudi v drugih občinah, tako da tudi Ministrstvo za gospodarstvo, bom rekel, s temi spodbudami je spodbudila in občine in klube, da so svoje želje začeli, bom rekel, prenašati tudi na teren in infrastrukturo izboljševati. Kak je pa recimo na NZS-ju? Vemo, da si tudi podpredsednik Nogometne zveze Slovenije. In so kaj favš? Zdaj, če še do zdaj niso, zdaj bojo, ne? To je ta super oddaja. Ne, ampak kak gledajo, recimo, kje je pozicija MNZ-ja našega v NZS-ju? Ja, zdaj, jaz vedno potrdim, da nogometni zvezi bi moglo biti v interesu, pa tudi se na zadnje tudi je, da so MNZ čim bolj aktivni na terenu. Kajti jaz pravim, da MNZ bi mogli biti podaljšana roka Nogometne zveze Slovenije. Absolutno. In na lokalnem nivoju potem
prenašati ideje ali pa koncepte, ki jih želi nogometna zveza vpeljati v slovenski prostor, dalje prenašati na klube in klubi seveda potem dalje na otroke in igralce. Zato jaz mislim, da kvečemo zadovoljstvo na NZS, da določene ideje zaživijo tu, da tudi mogoče kažemo pod drugim MNZ-jem, kje je možnost, kje se da narediti kakšen korak naprej. Kajti jaz mislim, da v zadnjih letih smo na MNZ res z svojo ekipo, jaz vedno pravim, da zadnji mora biti ekipa. Absolutno. En sam ne more tega zapeljati, zato sem vesel, da se bo tudi Tomaž naši ekipi pridružil tako ali drugače in da bomo naredili spet korak naprej. In ta prepoznavnost potem kvečemo omogoča tudi klubom, bom rekel, lažji napredek, tudi prepričevanje, gre na zadnje občin za infrastrukturo in tako dalje. Tako da vesel sem, ko je bila epidemija, smo vsi pričakovali zmanjšanje števila ekip, pa zdaj kvečemo ugotavljamo, da se ekipe povečuje. Zdaj, čem je razlog, ne vemo, ampak bodimo veseli. Dokler je tak je. No, ampak zdaj, ko smo se pogovarjali o tem, vedno je tak, vedno mora biti en svetilnik, da oni, ko v temi plujejo, vejo, kam iti. In me veseli, da smo mi... Zato smo prišli na to te radio. No, me veseli. Torej, zelo zanimivo predstavljali bomo torej v sodelovanju z MNZ-jem vse klube, ki delujejo v okviru naše medobčinske nogometne zveze in Tomaž, Ja. zahtevno delo si naložil na pleča, ampak... Res je. Perajt? Sem perajt in se že veselim in veselim se tudi spoznavanja do potankosti vseh ostalih klubov, kjer smo mogoče kdaj samo gostovali, pa smo bili le kako imajo. Za avto se moramo preoblačiti. Da malo vidiš, ne? Ali pa v kontejneru tuširati, Ja. da dol teče stropa. Ne? Pa to so izjemne stvari. Je Ki pa res, ostanejo spomin. ja, ostane sploh pa ta von, ne? Po travi, pa blatu, pa še po čem. Ne? Apne včasih za več tega ni. Ja, a gor na koleno, ne? Ko je peklo. Ja. Tako da super, se veselimo teh zgodb. Zdaj, če bo dovolj dobro, nikoli ne veš, kam lahko tebe popelje, ne samo, da te prepoznajo na NZS-ju, da te z Bayerna pokličejo, da priješ tja predstaviti. Še nemške, ne? Ja. No, okay, tako da super, Dejan, hvala za obisk in za dobro delo, ki ga opravljate na MNZ-ju ti in tvoja ekipa. Veliko uspehov želimo še naprej, da bomo uspešni, pa tak ni dvoma, ne? Sploh zdaj, ko je pristopil veliki Tomaž Medvard. Se strinjam, pa hvala za povabilo.